Lepo pozdravljeni in dobrodošli v že čisto pomladni oddaji DM Live. Ja, danes bomo zavihali rokave in se lotili spomladanskega čiščenja omar, da ne bo o prihajajočih praznikih dišalo samo po šunki in potici, ampak tudi po sveže opranem perilu. Vemo, to je tisti prijeten von, ki ga sploh pomladi radi zavonjamo. Pomlad je en tak trenutek, eno tako obdobje, ko imamo res občutek, da je treba nekaj narediti, da je treba počistiti vse tisto, kar se je nabralo v teh zimskih mesecih in odpreti vrata svežini in pomladi. Danes se bomo spoznavali z izdelki Henkel, pravzaprav verjamem, da številne med njimi že zelo dobro poznate, ampak danes zagotovo dodana vrednost, številni triki, nasveti, ki nam jih bo podelila današnja gostja. Poznate jo zelo dobro iz družabnih omrežij, je mamica 3 otrok in spomladansko čiščenje ji zagotovo ni tuje. Maša Črešnik, živjo! Zdravo vsem gledalcem in tebi, Ajda. Hvala, ker si me ponovno povabila v to vašo družbo, ker se že kar domače počutim. Veš kaj, prvič je bilo tako luštno, pa smo rekli, bomo ponovili, in glede na to, da se bomo danes lotili prevetritve naših, predvsem garderobnih omar, pa še česa, se mi je zdelo, da kot mamica 3 otrok boš pa res imela kaj zapovedati, Ja, pomlad je vseeno eno tako obdobje novih začetkov, se mi zdi, da je to idealen čas, da naredimo neko čistko v omarah in doma in tako se lepo po svežem diši in je tako super. Pravijo, da ko počistimo naše stanovanje, s tem čistimo tudi našo glavo, naše misli, tako da upam, da vam da današnja oddaja malo motivacije za to, da se spomladanskega čiščenja lotite tudi vi. Kot že omenjeno, govorili bomo o izvrstnih izdelkih Henkel in za še malo več dodatne motivacije vam povem, da vse predstavljene izdelke danes dobite s 25-kratnimi točkami, seveda ob predhodni aktivaciji kuponov. Ko boste v kupon centru, boste tam opazili, da imamo poleg tega aktualnega kupona še en kupon za gratis izdelek. Gre pa za kapsule Persil za pranje perila 4 v 1 Expert Satin Removal. Tako da to je res tudi ena lepa priložnost, da se mogoče preizkusi tele kapsule. Danes bomo o njih govorili tudi mi, bomo predstavili en kup enih res prednosti uporabe kapsul pri pranju perila. Poleg tega pa seveda, če boste aktivirali tudi ta kupon za gratis izdelek, ne pozabite, potem je treba izdelek, ne glede na to, ali boste kupovali v trgovinah DM, torej v njihovih poslovalnicah ali pa preko spleta, ta izdelek sami dodate v košarico oziroma prinesete na blagajno in če ste kupon aktivirali, to pomeni, da se vam bo ta znesek tega izdelka na koncu odštel. Res lepa priložnost, ne zamudite je, tako da jaz predlagam, da greste kar zdaj v ta naš kupon center in da aktivirate vse kupone, ki tam so in si s tem zagotovite najvišje možne ugodnosti, ki vam jih ponujamo. Tako, prej sem pa že rekla, da bova res danes tudi midve zavihali rokave in naše gledalke in gledalce opremili tudi številnimi praktičnimi nasveti, takimi iz prve roke, iz vsakdanjega življenja, ker več glav več ve. Maša, zdaj, če se mogoče čisto nasplošno najprej lotiva te najne očiščevalne akcije. A si ti dosledna pri čiščenju nereda oziroma na vlake skrbiš, da omare niso prepolne, da že tekom leta recimo malo posortiraš stvari, ki jih, ne vem, ti in otroci ne nosite več, ali potem to pride enkrat na leto, račun za celo leto nazaj, pa je treba zrihtati? Ne, ko imaš 3 otroke, oziroma že ko imaš enega, mislim, da je dovolj, da se naučiš, da treba to sproti delati. Kar se tiče omare otrok, definitivno delamo to sproti. Že sproti pregledujem, kaj je treba dokupiti, pa česa nimamo, pa kaj lahko damo na stran, sploh te sezonske zadeve, bundice in to lahko zdaj pospravimo. Kar se pa tiče moje omare, sem pa malenkost manj dosledna, bi pa lahko malo bolj sortirala, bom rekla temu. Pospravljam že, to mi je v veselje, ful, pač skrbim za to, da je tkanina res vredno negovana, da pazim na oblačila, ampak sezonsko bi pa lahko malo bolj pospravljala tudi svojo omaro. No, bodimo iskreni, čisto vsi mi, imamo še prostor za izboljšavo vedno, tako da verjamem, da marsikateri zanimiv nasvet, ki ga bova danes povedali, kmalu uporabimo tudi v praksi. Ves čas najinega pogovora boste lahko izdelke, v katerih bo govora, videli tudi v spodnji orodni vrstici. Če boste na izdelek kliknili, ga avtomatsko pospravite v nakupovalno košarico. Še enkrat pa vas spomnim na aktivacijo kuponov. Zelo, zelo pomembna stvar, sploh danes, ko imamo
tudi kupon za gratis izdelek. Vse te ugodnosti veljajo od danes pa do nedelje, tako da kar veselo na delo. To je danes lahko najmoto. Imamo to. Maša že zavihana rokave, tako da zdaj gre za res. No, lej, zdaj, če si se pa že tako uživela, mi pa lahko mogoče našteješ še 3 ključne korake, ki jih recimo vedno upoštevaš, kadar se lotiš tega velikega pomladnega čiščenja. Najpomembnejša mi je omara, to je prva zadeva, da res potem te outfite, stylinge prilagodimo na letni čas. Potem se lotevam kuhinje, ker jedilniki spomladi niso enaki tistim po zimi, ne treba tudi pri hrani malo pogledati, kaj ja in kaj ne. Potem pa je zadnja zadeva, ki je meni zelo pomembna, delovna površina, da se pospravijo računalniki, pisalne mize, pripravijo zvezki in da je tudi tu pomlad ta živahna. Dobro, ampak se mi pa zdi tako, ko te poslušam, da si ti vendarle že kar zelo, zelo organiziran človek. Ja, pa ne, je pa prostor za izboljšave vedno. To se pa že prej ugotovili, prostor za izboljšave je pa vedno. In pravi, da danes malo drugega navdihnemo, opogumimo in ne nazadnje, osnova vseh očiščevalnih akcij so seveda vrhunski izdelki, ki nam pri tem pomagajo oziroma tudi zelo, zelo olajšajo delo. O tem bova nekoliko več kasneje. Če boste imeli pa vi kakršnokoli vprašanje med najnim pogovorom, se veste, klepetalnica tudi danes dela. Mi smo v živo, kar je ena velika prednost tudi zato, ker res lahko sedite naši debati, tudi kaj vprašate. Na voljo so tako naše moderatorke, kot tudi Maša in moja malenkost, tako da če boste karkoli vprašali, verjemite, da boste dobili super odgovor in da bomo skupaj rešili in očistili še tako trdovratno umazanijo. Je definitivno. Mogoče še to, ko se lotiš čiščenja, čemu posvetiš največ pozornosti? Mislim, da omari, oblačilom, to se mi zdi neka taka osnova, da najprej prečistimo omare, da potem tudi mi veselo stopimo v pomlad. Imamo pa par takih, kako bi rekla, nasvetov za še bolj dišeče omare in naše oblačila. Tole kar pri hrani. Mislim, da si že pravzaprav zelo lepo napovedala naš prvi izdelek, ker vsi vemo, da ga ni čez užitek, ko odpremo omaro in zavonjamo tisti prijeten von po čistem. Tukaj je pa torej najin prvi izdelek, kapsule za pranje perila 4 v 1 univerzal, kot že samo ime pove, kapsule namenjene vsem vrstam perila, pere se lahko torej tudi na nižjih temperaturah, praktično od 20 do 95 stopinj. In se mi zdi, da so kapsule zdaj pa res postale že kar ena taka klasika za pranje. Sploh Persilove, a ne vemo, Persil je res ena izmed najbolj uveljavljenih in zaupanja vrednih znamk za pranje perila. Z razlogom bomo spoznali tudi njihove kapsule, nad katerimi sem jaz, to ste verjetno zdaj že malo, res navdušena. Jaz kapsule pravzaprav uporabljam. Se mi zdi, da odkar so na voljo, zelo hitro sem se opogumila in ugotovila, zakaj je to res priročen in praktičen izdelek. Enostavno je, v bistvu najlažje jih je uporabiti, zato ker je že vse dozirano, ne rabiš niti razmišljati, koliko česa dodati, ker je že vse noter, ne rabiš posebej brati količinsko in se mi zdi, da je to taka ena enostavna rešitev, ki jo lahko pač izkoristimo sebi v prid. Tako je, in kot bova zdaj le pokazali, tukaj je tudi ena taka zelo priročna se pravi, priročen način zapiranja, če boste mogoče kapsule kdaj odnesli, tako, tudi kam drugam. Drugače pa izgledajo nekako takole. Tukaj vidimo v bistvu 4 razdelki. Modra, zelena, turkizna in še bela. Torej, res poskrbijo te kapsule tudi za trdovratne madeže. Kar se tiče pa tistega tvojega trika, pa vendarle prosim povej, kako uporabljamo še drugače kot za pranje perila. Načeloma lahko to kapsulo, ki je seveda še neuporabljena, položiš v kako vrečkico iz tkanine ali pa v kako posodico z pokrovčkom. Paziš, da je pač na dosegu, da ni na dosegu otrok, to je zelo pomembno, jo postaviš v omaro in potem se še bolj po svežem diši. Wow, vidiš, to pa moram priznati, tudi jaz sem ljubiteljica teh vonjav in to, ampak nisem pa še nikoli pomislila, je pa resna, ne? Sej že ko dejansko kapsulo tako lepo vonjamo, zelo prijeten von, že ko smo odprli v bistvu to vrečko, notri je 40 kapsul, torej nekje za približno, bomo rekli, med 30 in 40 pran. Kako se, kar se samega doziranja tiče, te kapsule uporabljajo? Načeloma dovolj 1, definitivno. Zdaj, če pa je perilo bolj umazano, potem se pa lahko dodata tudi 2 kapsuli. Načeloma se doda kapsule na vrh perila in je v bistvu to, ker je vse noter v njej.
načeloma tudi pri vseh teh izdelkih, ki jih danes predstavljava, proizvajalci ogromno pozornosti namenjajo pravilnemu doziranju. Če mogoče tudi tukaj le pokaževa, imate zelo lepo napisano, kako se torej kapsulo postavi v boben, koliko se kapsul uporabi glede na samo težo perila, nekje za 4,5 kg pride kapsula, torej če imate bobne tudi s po 8 oziroma 9 kilogramsko težino, lahko seveda uporabite po 2 kapsuli. Skratka, nasplošno je danes priporočilo manj je več. Tudi proizvajalec opozarja, da dejansko z izdatno uporabo izdelka ne bomo povečali njegovega učinka. Včasih lahko pravzaprav naredimo tudi kontraefekt, pa še ekonomično ni, tako da res se držimo. Fajn je brati te deklaracije, ki so dejansko vse posod napisane, zato je super. Niso zastonj napisane. Ne. Obstaja pa tudi ena povezava, seveda med čistostjo pralnega stroja in svežino perila. Ja, definitivno ima tale kapsula tudi eno tako zanimivo formulo, za katero pripomoremo k čistosti bobna, kar pa je v bistvu posledično tudi daljši življenjski cikl našega stroja. Pride tale formula oziroma tole čistilo do točk, ki jih mi mogoče ne zaznamo in tako še bolj v bistvu ščisti tale boben. Odlično, torej res več funkcij v enem, zato tudi zdaj vemo, zakaj so tukaj 4 različni razdelki, Eden dejansko omogoča to pranje, drugi poskrbi za trdovratne madeže, eden za ta prijeten von in mehčanje in potem še ta sredinski poskrbi za to, da naš stroj nekako... Dlje živi. Ja, dlje živi. To je pa tudi zelo pomembno in kot smo tudi že prej omenili, tudi če perete ročno oziroma če perete pri nizkih temperaturah. Kapsule so uspešne že pri 20 stopinjah in tudi se popolnoma razgradijo. Se mi zdi, da ljudje, ki jih še ne uporabljajo, veš, kaj se bojijo? Skeptični so, tudi jaz sem iskreno bila na začetku, ampak potem, ko testiraš, vidiš, da je to ena taka enostavna rešitev. A te je bilo kaj? Česa te je bilo strah? Da se ne bojo raztopile? Da se ne raztopi, ampak potem tudi, ko probaš na nižjih temperaturah, vidiš, da gre vse ven. Tako je in ker se tega tiče, res ne rabite imeti nobene skrbi. Je pa res, da torej upoštevajte priporočila proizvajalca, kar se tiče same količine in pa glejte vse te deklaracije, ki so tukaj zadaj lepo napisane in orisane. Enostavno uporaba, to sva že omenili, torej ti si rekla, da postaviš samo kapsulo kam na ali pod perilo? Na perilo, definitivno na perilo. Dobro, pa recimo ti dodajo zraven še kaj mehčalca, čeprav je recimo načeloma je že noter, ampak ga dodam jaz seveda. Všeče perilo, to je norma. Absolutno do mehčalca tudi še danes pridemo. Mogoče pa še to, ko sva že prej govorili, da ko se lotimo naše garderobe, se na nek način lotimo tudi pospravljanja zimskih oblačil, ta težka temna zimska oblačila, počasi začenjamo zamenjevati. Tudi športna oblačila pridejo zdaj spet bolj do izraza. Ja, jaz jih definitivno preperem, preden jih damo ven, se mi zdaj zgubijo tisto svežino, če ostanejo v omari. Pa pri športnih oblačilih je tak, da imajo to tkanino, ki na sebe vleče v bistvu vlago. In če predolgo stojijo, potem dobijo tisti neprijeten von. In je fajn, da jih mogoče na neki točki preperemo spomladi in tudi z večjim veseljem in entuzijazmom začnemo z novo telovadbo. Ja, bravo, no, mogoče pa danes ne motivirava ljudi samo za spomladansko čiščenje, ampak tudi za spomladansko razgibavanje, zakaj pa ne? Miganje, vidiš? Se v bistvu gre spomladansko čiščenje tudi samo po sebi malo s športom. Eno z drugim. Kolikrat se razgibaš, mami? Ni treba v fitness, če je treba čistiti za možem pa za 3 otroki, Ali kako je s tem? Ja, res je, se moram strinjati. Ali gledajo danes, pa ne upaš vsega povedati? Ne, se so pridni, moram priznati, da jih vse nekako tako vzgajam, da so zelo pridni. No, lepo, da bojo kmalu lahko tudi pomagala in mami olajšali kakšno skrb za gospodinjstvo. Tako je. Če smo že prej omenili športno oblačila in posebno nego, ki jim pritiče, se bova zdaj lotili tudi še svetlejših, pastelnih odtenkov naših oblačil. Detergent za svetla in bela oblačila Renew je tukaj le pred nama. In priporočljivo je recimo tole tudi za ročno pranje. Ja.
Res je. Lahko ga uporabljamo v stroju in kot ročno pranje. Pač tukaj je isto pomembno doziranje, definitivno. Tako, tukaj vidite? Tako je. Ja, zdaj bomo pokazali tole tabelo, potem pa boste tabele še prebrali, teh nekaj osnovnih navodil. Torej, kot že prej rečeno, vedno na vsakem izdelku najdete to tabelo, ki je zelo, zelo pomembna, da veste, koliko izdelka dozirate. Pri tem vam pomaga tudi tale pokrovček na vrhu, da boste lažje izbrali pravo merico. Ni pa primerno, recimo to treba poudariti za svilo in pa za volno, za katero pa obstajajo drugi detergenti. Tako je. In to prav iz družine Perwoll, tako da če imate kakšna svilena, volnena oblačila, poiščite primeren izdelek iz njihove linije, ki bo te tkanine zavaroval tako, kot je treba. No, recimo, kaj tukaj piše, kako približno okvirno doziramo, da se bomo recimo nekoliko lažje znašli, ker zdaj res prihajajo, se tudi midve sva danes v takšnih lepih pastelnih odtenkih, očitno bomo tudi midve potrebovali. Tudi midve bomo potrebovali detergent za svetla in bela oblačila Renew. Tukaj načeloma piše, da 2 do 3 kg, potem za tako zmerno umazana oblačila uporabimo 50 ml, če so pa res fest umazana, potem pa nekje 110 ml. Tako, in kot že prej rečeno, tukaj se vam s pomočjo tega pokrovčka lahko lažje dozirate, tudi von zelo prijeten. To pa ja. Bi šli kar prat. Res lepo diši. Ja, ful, ja. Res diši, ful. Ja, se opravičujem. Veste, to je pa tako, kot človek res uživa v svojem delu. Midva bova danes, če ne drugega, mislim, da še nekoliko kasneje spat, ker bova še kakšno žehto doma oprali, ko prideva iz oddaje. Na roke, če je treba. Torej, omenila si, je primeren tudi za ročno pranje. Všeč mi je ravno zaradi tega, ker ima eno dodatno formulo, anti-grayness, kar pomeni, da v bistvu odstranjuje te odvečne sive madeže, ki jih včasih ta svetla tkanina dobi. Ja, in pa se mi zdi, se res človek trudi, ločuje po barvah in vse, ampak še vedno pride po nekaj časa, da zgubijo tisti pravi lesk. Torej, nam pomaga pri tem. Definitivno pomaga. Odlično, torej ima eno posebno moč delovanja. Ne neguje, ampak tudi obnavlja barvo. Tako je. Kar je zagotovo priporočljivo in nenazadnje s tem tudi podaljšamo življenjsko dobo naših oblačil, kar pa ni samo ekonomično, ampak tudi eko. Ja, res je. Morava tudi o tem še kakšno reči in tudi nenazadnje Henkel je podjetje, ki se res trudi tudi v tej zeleni smeri. To je nekaj, kar moramo pozdraviti in mislim, da je prav, da to podpremo, tudi mi s našim obnašanjem. Tako je. Če je le opcija, zakaj pa ne? Naj še enkrat spomnim na današnje lepe ugodnosti, torej glede na to, da imava še tale detergent za svetla in bela oblačila Renew pred sabo 25-kratne točke na vse danes predstavljene izdelke. Od danes do nedelje veljajo tako, če boste kupovali v poslovalnicah DM, kot tudi če boste kupovali preko spleta v aplikaciji Moj DM. Samo ne pozabite aktivirati kuponov, ko boste v kupon centru, ne samo 25-kratne točke, ampak tudi kupon za gratis izdelek. To so torej te Persil kapsule za pranje perila, ki jih boste dobili ob aktivaciji kupona. Morate pa seveda potem, če boste kupovali preko spleta, ta izdelek sami postaviti v vašo nakupovalno košarico in pa brez skrbi, če ste aktivirali kupon, se vam bo ta znesek na koncu tudi odštel od vašega računa. Enaka politika oziroma logika velja pa tudi, če boste kupovali v poslovalnicah DM. Tako, prej smo že malo omenjali, da sva obe veliki ljubiteljici, mehčalc, vonjav, svežih vonjav. To smo midva ugotovili že prvič, ko sva sodelovali. Ja, res je. Nekaj skupnega. Pa po moje še kaj. Par stvari. Tukaj sva se pa res nekako začutili. Definitivno. Jaz obožujem mehčalec in res se mi zdi, da dobro, moramo biti tako kot pri doziranju vseh teh izdelkov za pranje pozorni. Tudi tukaj potem napisano od zadaj, enako velja kot pri tistih detergentih, da je treba paziti na količino. Mava pa zdaj pred sabo mehčalec Aromatherapy Fascinating Jungle, 770 ml. To nekako je količina, ki zadostuje za 30 do 35 pranj. Ja, tako to je ena takšna klasika, bi lahko rekli, oziroma mogoče v najnem primeru za kakšno pranje manj. Ampak ne zato, ker bi dajali dejansko mehčalca več, kot je potrebno v samo pralni stroj, ampak
Zato, ker lahko mehčalec uporabljamo tudi na veliko drugih različnih načinov, še posebej prav nam pride pri tem nekoliko večjem spomladanskem čiščenju, ampak gremo zelo lepo počasi. A se veseliva Ja, zdaj, ne? zdaj se. Najboljši del. A bova? Boma, A boš ti ali bom jaz? Ne, ti boš. Ok, pa boš pa ti Ti prepuščam. Okay. Ja, seveda bova zdaj povonjali tale izdelek. Ja, svežina, svežina. Jaz bom kar pustila tale pokrovček takole, da še malo podiši po našem studiu. Torej, še enkrat te bom vprašala, kako zelo pomemben je tebi mehčalec pri pranju perila? Zelo. Ne vem, če se spomniš, ampak na zadnje, ko smo govorili, sem ravno povedala, da je treba, jaz rada menjavam te mehčalce tako na vsake toliko, da se preveč ne navadim na en von. No, da se nam danes slučajno preveč navadiš na Fascinating Jungle, kmalu spoznamo tudi bratca oziroma sestrico, torej še en mehčalec z drugim vonjem. Mogoče pa vseeno še prej predlagam, da mi mogoče tako po navdihu poveš, za kam bi recimo ti, za katere kose oblačil ali pa mogoče za posteljnino, zakaj bi uporabila aromaterapi Fascinating Jungle? Mogoče bi tega uporabila za kakšen dnevni prostor, v primeru, da pereš tudi zavese in sveže, potem obesiš v dnevno, ali pa mogoče za otroška oblačila, ker je malo tako bolj igriv, se mi zdi. No, jaz pa zdaj že malo goljufam in voham že Hitevaš naslednji mehčalec. Tega bi pa mogoče bolj v spalnico, spalne prostore. Ja, glej, se tudi ime mu je Relaxing Maldives in nekako že nakazuje na to, da je sam von ena sama sprostitev in aromaterapija. Kaj ne rečem, von je zelo, zelo pomemben in enostavno pri naših oblačilih, če se tudi dovolj časa zadrži, včasih lahko naredimo pravi vtis s tem, ko pridemo tako sveže oblečeni nekam in ljudje rečejo, kaj pa nekaj tako diši, ampak ni parfum, nekaj svežega, prijetnega. To je tisto iz sušilca, veš, ko zložiš pa daš na tebe. Ja. Kje recimo je pri tebi še mehčalec res nepogrešljiv? Kje ga vedno uporabiš? Pri oblačilih zmeraj zavese, zelo rada perem zavese, pa te dekice z temi mehčalci, ker potem to lepo obesiš v dnevnih prostorih, definitivno v dnevnih prostorih in bolj se tak diši. A zavese še mokre obesiš? Ja, definitivno. To se mi zdi tudi en tak mali trik, kako lahko recimo s pomočjo upranih zaves poskrbimo, da ne bodo dišale samo zavese, ampak kar cel prostor, prava aromaterapija. Ja, res je. No, jaz drugače mehčalec tako zelo obožujem, da ga nekaj res malih kapljic nakapam tudi na te lističe za lovljenje barv, in potem ta listič ostavim v sušilni stroj. Absolutno, če seveda nimate kakšnih nagnjenih težavam s kožo in pa res gre za zgolj nekaj kapljic, je pa učinek fantastičen. Moram probati. Zelo priporočam. In ker danes govorimo na splošno spomladanskem čiščenju, mogoče tudi to, nekaj kapljic v recimo vodo, v katero potem pomakamo recimo gobico za čiščenje tal. Ampak tudi spet, ne smemo pretiravati, da slučajno tal ne zmastimo, gre res za kapljico ali dve, zato da dobimo ta intenziven von. No in tudi na ta način lahko dejansko poskrbimo za dišeče domovanje. Ja, definitivno. Moram sprobati. To še moram sprobati. Ja, mislim, super je, ker si lahko izmenjujemo malo te informacije in skupaj poskrbimo, da se nekaj novega naučimo, da bomo mogoče v prihodnje znali izdelek uporabiti še na kakšen drugačen način. Definitivno. Torej, kakšno vlogo ima mehčalec pri spomladanskem čiščenju omar? Imaš še kakšno idejo, kako bi ga lahko uporabili? Zelo je pomemben tudi pri oblačilih, da v bistvu niso naelektrena toliko, da jih je lažje zložiti, da so lepša in niso toliko zmečkana, tako da v bistvu se izognemo nepotrebnemu likanju. No, to je... To je velik plus. Eno opravilo manj je vedno velik plus, ne? Je vedno velik plus. Oba res neznansko lepo dišita, kako jo boste uporabili, oziroma mogoče vi preferirate enega bolj kot drugega, to se odločite sami, ampak kar se tiče silan vonjev, nekako ne moremo zgrešiti, gre zgolj potem za nek oseben okus, nekoga, kaj je nekomu bolj prijetno, kaj je drugemu, mislim, oziroma pač okus, von. Nekaj drugemu, nekaj, Našli boste zagotovo nekaj zase, tako da sploh v poslovalnicah DM imate res praktično vse njihove možne vrste dišav in si greste lahko tudi tja malo povohati in se potem odločite. Ampak recimo, jaz bom zdaj kar konkretna, moj favorit je
Tudi bi s tem šla. Sproščujoči Maldivi, če poslovenimo vse skupaj, ampak preizkusite tudi vi in odločite se, kateri pa vam bolj diši. Če ste bolj razigrane narave, bo pa mogoče jungle pravi za vas. Tako. Zdaj gremo pa še k najnemu 5. izdelku. Zdaj bova iz kopalnice oziroma iz prostora, kjer imamo pralni stroj, zavili še malo proti kuhinji. Ja, tudi tam se nabere umazanija. Tudi to je treba poskrbeti. Zdaj pa sploh, ko bo ti prazniki, ta posoda, ki je malo skrita v ozadju. A imaš kakšne te lepe krožničke ali pa mogoče kakšno to bolj velikonočno dekoracijo? Definitivno. Jaz mislim, da ni praznika, pri katerem jaz ne bi našla posebne posode, dekoracije. Tudi, mislim, vse veš, na neki točki naberemo preveč in potem se nabira prah in je treba tudi to sprati dol. Absolutno, tudi ko posodo, mogoče, ki jo že nekaj časa nismo uporabljali, potegnemo ven iz omare, je lepo, da v roko vzamemo čiste in bleščeče stvari, ne da so gor kakšni odtisi, madeži, prah, ne? Ja, pa tudi vodni kamen, konec koncev se zasuši na neki točki in to težko potem, ne? Točno tako. Mi dve imamo pred sabo torej že tablete za strojno pomivanje posode Excellence 5 v enem 54 kosov. Že samo ime pove, da res te kapsule združujejo en kup enih zelo priročnih stvari, učinkovin, s katerimi boste poskrbeli za to, da bo res vaša posoda bleščeča, da bodo tudi kozarci znegovani tako, kot je treba, ker vemo, da sploh recimo kadar govorimo o steklu, tam je nega še toliko bolj pomembna. Sploh pri teh tanjših kozarcih, vinski recimo, tam se ful pozna tisti vodni kamen. A ti česa recimo ne daješ v pomivalni stroj, da kaj ločuješ? Ni posode, ki ne bi šla v pomivalni stroj. Niti ne upam na glas povedati. Vse prav. Jaz pa mislim, da je prav, ker verjamem, da se tudi mnogi, ki nas danes gledate, strinjate s tem. Mislim, zakaj bi si človek kompliciral življenje? Ne, res ne. Ni potrebe? Ni potrebe. Že tako je včasih življenje dovolj zakomplicirano samo po sebi, tako da ne rabimo ga še mi dodatno in če lahko kakšen postopek pri čiščenju preskočimo oziroma prilagodimo v bistvu sami sebi in svojemu tempu življenja. Torej, tukaj je tudi ena prav posebna formula, ena posebna tehnologija proti vodnemu kamnu, pa za zaščito stekla, ima tudi funkcijo sijaja. Všeč mi je ravno to, ker ne rabiš potem dodatno nobene druge zadeve zraven in imaš sijaj in lesk in vse skupaj v enem. No, lejte, ena tako mečkena tabletka, v njej pa se skriva toliko enih funkcij, Ki se tudi stopi, je treba poudariti, da ne bo koga skrbelo, definitivno se stopi. Ja, to je pa tudi lahko kar zelo zoprna zadeva, če se ta kapsula ne stopi in potem v dobri veri, da je posoda čista, odpremo pomivalni stroj in kar naenkrat vidimo to tableto nekje zalimano, neraztopljeno, ne. To pa se ne bo zgodilo, če boste uporabljali te vrhunske tablete Somat Excellence, kot tukaj vidite. To gre za res premium izdelek, ki vam zagotavlja vse v enem. Torej, če prav razumem, potem ne rabimo uporabljati še kakšnih dodatnih to čisto dovolj. Soli ali pa recimo... Sol mogoče včasih, ampak je v tej kapsuli vse noter dozirano tako, kot je treba. Tudi je fajn, ker ne rabiš potem posebej brati, kaj je treba še dodajati zraven, ker je že tu noter vse vpeto. Povej mi, kako se pa ti lotiš pomladnega čiščenja kuhinjskih omaric? V tem času, zdaj sploh, ko je velika noč, najprej zložim vso posodo v pomivalni stroj, potem prebrišem definitivno tudi police, ker tam se tudi nabere svašta. Res je. In potem brez slabe vesti zložim to posodo nazaj čim prej. No, ampak verjetno ne gre vsa posoda v en pomivalni stroj, Ne, žal ne, ampak se trudimo, no. Ampak ne bi bilo super, da bi enkrat izdelali tudi tako velik pomivalni stroj, da bi lahko dal človek, mislim, res. Pa zraven še eno osebo, ki bi to zlagala, veš? To, pa one male škratke, ki vam bodo pomagali, če bo kje. Zložijo lepo ven. Ja, tako. No, malo sanjarjenja tu in tam ne škodi. Zdaj pa šalo na stran, če vedno se pogovarjamo o tabletah za strojno pomivanje posode Excellence 5 v enem 54 kosov, kar pomeni, spet kar ena taka veliko pakiranje, ki bo zadostovalo za kar nekaj časa, pa spet mogoče izpostaviva tudi tale zelo, zelo priročen način zapiranja, ki vam omogoča, da kapsulo vzamete tudi s sabo na vikend, potovanje, skratka tam, kjer jih boste potrebovali. Povej mi, na kaj moramo biti še recimo pozorni, ko govorimo o čiščenju kuhinje? Na katere predele mi pa ponavadi radi pozabimo? Kaj nam ponavadi uide?
Mogoče kakšna napa, recimo tiste mrežice v napi je fajn preveriti, če se jih da v pomivalni stroj. Jih lahko zložiš, lepo pereš in ne rabiš drgniti na roke. Pa ta posoda, ki se skriva, ne, se veš, praznična, božično, novoletno, velikonočno. Ja, no, velikonočno bomo zdaj kmalu potegnili spet na plano, tako da če ne prej, ne, bomo ob koncu tega tedna, ko nas čaka podaljšan velikonočni vikend, spet kaj imate tiste za pirhe noter? Za jajčke, ja, seveda, veš, da. Zajčki, kokoške, kaj imate? Zajčki, vse posod, če žličke imamo, vse, kaj hočeš. No, mogoče se pa kdaj ne povabimo tudi Maši na kakšen zajtrk ali pa brunch, zakaj pa ne, jaz verjamem, da bomo dobili tematsko posodo in tudi dobro vsebino v posodi, a ne? Več nas je lepše, se veš, po štajersko. No, lepo, to je pa fajn slišati. Moram reči, da se mi zdi, da sva danes res spet skupaj širili dobro energijo, pa upam, da tudi kakšen koristen nasvet, a ne, o spomladanskem čiščenju naših omar. Tako da upam, da kmalu spet ponoviva. Vidi se, veš kaj se vidi, vidi se, da imaš res doma, ne, kar veliko družino, za katero je treba skrbeti in da ti organizacija takšna in drugačna ni tuja. Ja, drugače kot organiziran po mojem ne moreš biti. Drugače pač ostaja vse in pol imaš konc tedna ali pa konc meseca vse za sabo. Tako da organizacija je pa v bistvu ključ tudi pri sami spomladanski akciji čiščenja. Če se boste prej dobro organizirali, imeli pri roki prave izdelke, potem bo došle stvari lažje od rok. Prav tako pa, saj veste, tudi lepe akcije, ki smo jih pripravili za vas, omogočajo, da preizkusite kakšnega od izdelkov, ki smo ga danes predstavljali, da vas navduši. Dovolite mu, da vas navduši. 25-kratne točke o predhodni aktivaciji kupona, ki vas že čaka v kupon centru. Ne pozabite, tam najdete tudi kupon za gratis izdelek, kapsule za čiščenje perila persil, tako da same fajn stvari, če aktivirate kupončke in pa hvala za vašo družbo. Spet je bilo zelo lepo, prijetno. Vidimo se po prvomajskih praznikih, torej čez dobrih 14 dni. Takrat bomo govorili pa že o enem tradicionalnem DM dogodku, brez katerega si demoke in democi sploh ne znamo več predstavljati leta. Govorili bomo o DM teku za ženske, ki ga radi spremljajo in celo sicer ne kot tekači udeležijo moški, ker tja pripeljajo seveda svoje žene, partnerke, prijateljice, sestre, mame in jih potem spodbujajo, zato absolutno to ni dogodek samo za ženske, ampak za vse nas, ki imamo radi zdrav duh v zdravem telesu. Tudi tebe povabimo, Maša, da se nam pridružiš. Z veseljem. Glede na to, da si fit, verjamem, da se kar lepo skrbiš za svojo kondicijo. Se trudim. No, bodi pa z nami tudi v naslednji oddaji DM Live, takrat bomo zagotovo razkrili tudi še kakšne zelo zanimive priprave na to, da bomo ob letošnjem teku še bolj uspešni oziroma da ne bomo imeli tega muskelfibra, mišične utrujenosti, lepo po slovensko povedano. Skratka, se gledamo, lepo se imejte, hvala za pozornost in srečno do prihodnjič.